Smernice glede vpisa na srednje šole se letos spreminjajo. Ob generaciji, ki je letos manj številčna, je treba v zakup vzeti tudi trend, ki se pozna kot upad vpisanih na mariborske gimnazije in porast na ostale programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja. Poklici, ki jih imamo mi na naši šoli, se pravi frizer, oblikovalec in pa medijski tehnik, to so poklici, ki so nekako sedaj v tem trenutku trendovski, ki so popularni, omogočajo tudi, bom rekla, precej hitro zaposlitev, če so le zmotivirani dijaki, iti potem delati. Tako da nekaj že velja, da pač trend prinese svoje. Vsaka šola pa seveda verjame, da dela kvalitetno, da dela dobro in da naredi vse, da pridobi dijake in da se potem dijaki tudi čim več tukaj naučijo, pridobijo veščin, znanja in mi vsekakor delamo tudi na tem področju. Na Srednji šoli za oblikovanje Maribor letos že drugo leto zapored krepko presegajo prosta vpisna mesta. In to na vseh 3 programih, ki jih imajo na voljo. Malo je tudi to posledica, pač to javno mnenje z gimnazijo nisi nič. Nekaj si, vsekakor je to dobra iztočnica za naprej. Dejstvo pa je, da ko prideš ti v strokovne poklicne šole, imaš poklic. S tem poklicom si zaposljiv, si takoj na trgu dela, tudi če se ti kasneje na višji stopnji fakultete, ki je zalomi, še vedno imaš nek poklic in lahko greš delati. Letos smo zaznali precej povpraševanj otrokov na informativnem dnevu, če bi lahko vzporedno se izobraževali. Bi šli na gimnazijo, hkrati bi pa seveda radi pridobili recimo poklic frizerja ali medijskega tehnika in tako dalje. To na žalost v tem trenutku v Sloveniji še ni mogoče. Prva in druga gimnazija ponovno beležita previsok vpis, tretja in ruška gimnazija pa ne. Po drugem vpisu se bodo verjetno zapolnila tudi ostala prosta mesta. V gimnaziji je pa pravzaprav situacija skoraj da po vseh slovenskih gimnazijah letos mogoče malo drugačna kot prejšnja leta. Se pravi, povsod je še kar nekaj vpisnih mest. Mi smo z našim vpisom zadovoljni. Vemo, da se do 25. aprila stvari še spreminjajo, se pravi, pričakujemo še kaj dijakov. In zdaj ta trenutek pravzaprav ni situacija kaj bistveno težja ali drugačna, kot je bila prejšnja leta. K sezonskemu nihanju od strokovnih in tehničkih srednjih šol k gimnazijam in obratno so ključno pripomogle tudi z obdobji navdahnjene usmeritve. Zdaj trenutno sta res 2 dejstvi, kakor ste že sami povedali. Prvo je, da je ena najmanj številčnih generacij, torej odhaja trenutno iz osnovnih šol in prihaja k nam. Druga je pa zagotovo, kaj ne rečem, politika, mislim politika v smislu načrtovanja ali pa prognoze naše države, ki je pač nekako zadnja leta dajala izjemen poudarek temu, da naj se mladi odločajo tudi za srednje strokovne in poklicne šole. Gotovo se je oboje pokrilo. Je pa vprašanje na dolge proge ali, in upam, da ni tako, da bi seveda ljudje razumeli, da zdaj pa ne dajemo več poudarka študiju, resnemu delu, se pravi izobrazbi, znanju kot vrednoti. Če bi to bilo v ozadju, seveda ne bi bilo dobro. Na 3. gimnaziji imajo v programu gimnazija še program predšolska vzgoja. Tudi gimnazija v Mariboru nasploh imajo pa vsaj 2 različna programa.